Dr. Matjaž Gregorič je arahnolog in evolucijski biolog, od leta 2015 zaposlen kot znanstveni sodelavec na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija na znanstveno-raziskovalnem centru Sazura. Njegovo raziskovalno delo je osredotočeno na biotsko pestrost, evolucijske procese ter mehanizme naravne in spolne selekcije, pri čemer se posebej posveča preučevanju pajkov, njihovih mrež in svile. V svojih raziskavah preučuje, kako so se skozi evolucijo oblikovale pajkove mreže kot podaljšek vsebka in izjemno učinkovit lovilni sistem. Pozornost namenja tudi drevesnim pajkom, ki nad rekami in jezeri gradijo velika omrežja iz izjemno kakovostnega prediva. Ker pajčja svila sodi med najbolj podporne biološke materiale, raziskuje njene fizikalne lastnosti, hkrati pa razvija inovativne metode za spremljanje biotske raznovrstnosti, kjer pajkove mreže služijo kot naravni filtri za zbiranje okoljske DNK. Kot podoktorski raziskovalec je leta 2014 deloval na univerzi v Akronu v Združenih državah Amerike. Svoje raziskave uspešno vodi in razvija v okviru domačih ter mednarodnih projektov, v okviru Javne agencije za znanstveno raziskovalno delo in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in Ameriške nacionalne znanstvene fundacije. Vpet pa je tudi v mednarodna arahnološka združenja in uredniške odbore znanstvenih revij. Poleg temeljnega raziskovalnega dela je izjemno aktiven pri mentorstvu študentom in mladim raziskovalcem ter pri širjenju znanstvene kulture in popularizacije biologije. Od leta 2015 ustvarja dvotedenski poljudno-znanstveni podcast Metamorfoza, v katerem javnosti približuje novice in zanimivosti iz biologije organizmov, redno pa sodeluje tudi v medijskih nastopih, intervjujih in radijskih oddajah. Za svoje pedagoške, komunikacijske in znanstvene dosežke je prejel priznanje odlični v znanosti na področju naravoslovja ter priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju. Torej, vsestransko zanimiv raziskovalec in kar prosim za vaše izvajanje. Ja, najprej hvala za to res izčrpno predstavitev in za vabilo, da lahko danes pred vami govorimo o pajkih in vsem vam, da vesel sem, da vas vidim v takem številu, da vas je pajčja tema pritegnila. Spravi, danes bo osrednja vloga tega predavanja bodo mreže in svila pajkov. Brez svojega prediva pajki niso pajki, ne, potem jih vsi poznamo. Bom pa tudi govoril o tem, kaj bi za človeka lahko pomenila svila oziroma svilni produkti pajkov, pa da malo lažje zdrsnemo v to temo. Se bom vzel najprej 2 do 3 minute, da grem skozi nekaj drugih primerov tega, kako je narava človeka inspirirala ali kako smo nekaj rešitve iz naravnega sveta ljudje že uporabili v naših inovacijah. Verjetno nikogar ne preseneti, da smo se po naravi zgledovali pri dizajniranju naprav, s pomočjo katerih letimo. Že Leonardo da Vinci se je zgledoval po prhutih netopirjev, ki so ga navdihnile pri snovanju prvih možnih kril, s katerimi bi človek lahko letel. Vsi verjetno poznate to, kar pri nas poznamo kot ježek, s trademarkom Velcro. Se pravi, gre za seme leptinca, ki se prime na dlako živali ali pa nam na hlače, ko smo na sprehodu ali pa na dlaku naših psov, na način, da
ima ta repinec kabelce in potem se to zatakne v dlako in točno na ta način deluje tudi ježek. Ti dve površini, ki se pod narekovaji zlepita, ena ima kabelce, druga ima pa en tak preplet nitk in to se fizično zatakne eno na drugo. In legenda pravi, ne vem, če je to res, da izumitelj velcra je to prvi navdih na sprehodu, na jutrnjem sprehodu s psom. Potem japonski hitri vlaki so en zanimiv primer, ki morajo seveda biti čim bolj aerodinamični in matematični modeli, s katerimi so dizajnirali kljune teh vlakov, so bili med drugim inspirirani tudi iz oblike kljuna ptičev vodomcev. Verjetno vas večina poznate ptiče, to so ti majhni ptiči, ki pikirajo v vodo, prerežejo tako zrak kot gladino vode, da ulovijo ribo. Tudi v robotiki nas inspirira narava, to so samo dva primera zadnjega desetletja. Izbral zgoraj vidite enega malega robota, ki je kot en opraševalec in raziskovalci MIT-ja, ki so to razvijali, so imeli prav to idejo, da bi to lahko v prihodnosti služilo kot nek robotski opraševalec. Upam, da ne zato, ker bomo v naravi izgubili opraševalce, ampak mogoče v industriji kakšnih rastlinjakih, kjer zdaj oprašujemo z čumrli, na primer. Spodaj je pa robot inspiriran strani ščurka, se pravi, da se ga da stisniti, se pravi, ščurek se stisne marsikje skozi neke razpoke in ideja pri tem robotku je pa bila, da bi recimo ga lahko uporabili, da mu damo na hrbet neko kamerco in se potem stisne skozi neke razpoke, recimo po potresu bi s tako kamerco opremili robo ščurek, lahko iskal preživele, recimo. Potem meni ljub primer je strigalica oziroma štrigla, po domače, vsaj pri nas. Čeprav jo ponavadi vidimo, kot nekje plazi okol, te žuželke tudi letijo in so prvaki med žuželkami potem, na kako majhno površino se zložijo krila iz svoje originalne površine. In spet je to inspiracija inženirjem, da probajo priti do nekih modelov, kako zložiti neka industrijska platno podobne strukture, ki jih moramo nekam dostaviti v zloženi obliki. Naprimer NASO menda zanimajo takšni živalski modeli za možna neka vesoljska jadra, ki bi jih morali v zloženi obliki dostaviti v vesolje. In potem tudi strukturne barve. Kaj je strukturna barva? Obarvanost živali je lahko pigmentna, se pravi, kot pri nas imamo delce v celicah, ki nam dajo neko obarvanost. Lahko je pa rezultat površine, strukture površine nekega živalskega ali rastlinskega dela in tega, kako se odbija svetloba od površine, in v naravi so to dostikrat te metalne barve, ki jih srečujemo naprimer pri peresih pava, pri kakšnih insektih, ki se ponavadi tako metalno zeleno svetijo, pa tudi pri nekaterih rastlinah. In predvsem avtomobilska industrija je menda zelo zainteresirana za takšne rešitve. Ok, to je tak čist kratek pregled, da se ogrejemo za pajčjo svilo. Danes sem se namenil nekako govoriti v grobem o teh treh poglavjih, se pravi, najprej bom povedal nekaj o pajkih v splošnem, kaj so pajki, kaj so njihove mreže, kaj za pajke pomeni svila. Potem bomo pa šli specifično na dva svilna produkta, na vlečno nit, to je tip vlakna, ki slovi kot najmočnejši material, in na adhezive, na lepila in druge adhezive, ki jih pajki tudi uporabljajo v svojem življenju. Ok, pa začnimo kar s prvim poglavjem. Pajki so izjemno raznovrstna, pestra in številčna skupina. Štejemo jih nekako med te mega raznovrstne skupine živali. Trenutno imamo okoli 45 000 opisanih vrst, da si približno predstavljate, za kakšno
raznovrstnost gre in so osvojili vsa kopenska okolja na planetu z izjemo Antarktike, kjer pa zelo malo živi. In nedvomno je tisto, kar jim omogoča tak uspeh vsesplošen, je sposobnost izdelave svile, ki jo uporabljajo v vseh fazah svojega življenja. Svila se je sicer v evoluciji razvila večkrat ločeno, mislim, da 16-krat. Dosti insektov producira svilo, ampak pajki so edini, ki svilo uporabljajo tekom celega življenja in v vse sorte namenov praktično. Med prvimi izvornimi funkcijami svile je bila verjetno izdelava vrečk za jajca in ali izdelava zatočišč. Najbolj markantni za javnost, najbolj markantna uporaba svile pa je nedvomno gradnja lovilnih mrež, ki so postavljene v zrak, potem jih nekako najbolj karakteristično vsi poznamo. In kaj so mreže? Mrežam rečemo, da so nek podaljšan fenotip pajkov samih. Fenotip je vsa skupina lastnosti organizma, ki se izraža navzven, ki pride nekako v interakcijo z živim in neživim okoljem in iz tega vidika je svila in mreža tudi podaljšan fenotip živali, čeprav je potem izven telesa. Se pravi, to je struktura, ki je razširitev pajčjih čutov, ne da samo lovijo plen, ampak tudi komunicirajo prek svile, zaznavajo plenilce, se izogibajo plenilcem in tako naprej. In za nas raziskovalce je zelo priročno, da je to en fizičen odraz teh pajčjih čutov, pajčjega vedenja. Lahko to merimo na različne načine, kvantificiramo in to nam odpira marsikatera raziskovalna vrata. In mreže so zgrajene večinoma iz svilnih vlaken, ki so različnih tipov, pa tudi celo iz lepila in drugih adhezivov, kot bom pozneje predstavil. Zdaj, kaj je tako v grobem, v neki širši sliki predivo pomeni za pajke iz evolucijskega vidika? Dolgo smo gledali na pajke mrežarje kot na, če rečem zelo pod narekovaji, velikimi vrh evolucije pajkov. In na dve evolucijski inovaciji pri mrežah, ki sta omogočili eksplozijo vrst pri pajkih mrežarjih. To sta postavitev mreže v zračni stolpec, se pravi, ko predniški pajek postavi mrežo v zračni stolpec, to odpre eno plejado ekoloških niš v lovu letečih žuželk in z roko v roki s tem tudi evolucija lepila, ki prestrezen plen zaleti, zadrži tam dovolj dolgo, da ga pajek ulovi. In to je vse res, ampak je slika malce kompleksnejša. Tu je eno sorodstveno drevo na sliki, kjer vam te barve nekaj povedo, in sicer bolj, ko je barva topla, hitreje v evoluciji prihaja do novih vrst, se pravi, diverzifikacija poteka hitreje. In pajki mrežarji so ta malo toplejša barva v sredini, ker je res v zadnjih nekaj 10 milijonov let prišlo do hitrejše diverzifikacije, ampak čisto zgoraj in spodaj so pa pajki, ki ne gradijo mrež za lov insektov. Se pravi, ni mreža tista, ki je pajkom v splošnem omogočala neko hitro diverzifikacijo. Danes kaže, da je to šlo verjetno za koevolucijo z diverzifikacijo žuželk v splošnem, se pravi, večja ko je diverziteta plena, večja je tudi diverziteta pajkov, ki ta plen lovijo. Je pa svila še vedno tista, ki jim omogoča, da žuželkam po domače povedano sledijo v vsa okolja in ostanejo ali postanejo njihovi plenilci. Če stopimo korak nazaj, pa še povemo nekaj splošnega o pajkih, oziroma splošnem, kako pajki uporabljajo svilo. Kot sem omenil, verjetno se je začelo v evoluciji z gradnjo zatočišč, vrečk z jajci, ampak
ko razmišljamo o tem, moramo razmišljati o manipulaciji okolja s pomočjo svile. Se pravi, pajek, ki svilo uporablja za gradnjo zatočišč, lahko to naredi pod lubjem, pod kamnom, na listku, lahko pa tudi zvije listek oziroma si s pomočjo svile ustvari neko mikrookolje, ki ga ščiti pred zunanjimi vplivi. Imamo tudi pajke, recimo, ki si naredijo zatočišče v praznih hiškah polžev in podobno. Ena lastnost, ki bi jo rad omenil, je pa tudi jadranje. Se mi zdi, da je tak neintuitivna, ampak zelo interesantna. Spet pajki nimajo klasičnih kril, se pravi dveh okončin, s katerimi bi migali in ustvarili vzgon, pa vseeno na nek način letijo oziroma jadrajo. In to delajo s pomočjo svile. In čeprav nimajo klasičnih kril, so med organizmi, oziroma so nekatere skupine pajkov, ki to zelo dobro počnejo, med tistimi organizmi, ki so najbolj učinkoviti pri letenju pod narekovanje oziroma jadranju. Se pravi, če pogledamo neke otoke oceanske, ki so dosti recentno nastali, so pajki običajno med prvimi, ki jih posedijo, kljub temu, da nimajo klasičnih kril. Kako to dosežejo? Veter je en od stvari, ki jim pomaga, se pravi, pajki spustijo kot enosferno jadro z vetrom. Tukaj na tem videu mislim, da je bil veter 3 metre na sekundo, se pravi, sploh ne rabi biti zelo močen veter, da zagrabi to jadro. Drugi tak manj intuitivna stvar, ki jo izrabljajo, je pa verjetno elektromagnetni potencial Zemlje, se pravi, neke sile, ki so za nas neznatne na skalah, v katerih mi operiramo, so za zelo majhne pajkce, ki so se komaj izlegli, so težki mogoče manj kot 1 miligram, pa zelo znatni, in tukaj se en pajek vozi gor in dol po vašem ekranu. To je en eksperiment, kjer so imeli pajka v Faradayevi kletki in so ga samo z spremembami voltaže premikali gor in dol. Se pravi, nekako mislimo, da ne samo veter, ampak tudi ta elektromagnetni potencial Zemlje, ker so lahko razlike med tlemi in eno bilko ali pa eno ograjo, recimo, zelo velike, in to pomaga dvigniti pajka in potem v ekstremnih primerih lahko grejo tudi po kilometer visoko v zrak in stotine kilometrov, tudi tisoče v ekstremih prepotujejo na tak način. Pajki brežarji so najbolj raziskovani, ko se pride do raziskav na svilic v splošnem, to pa zato, ker uporabljajo tudi največ tipov prediva v svojem življenju, in to je 6 tipov svilene niti in lepilo. Zdaj, če tukaj pogledate ti dve sliki, sicer ne rabimo iti preveč v podrobnosti, sploh ne te grafike, to bom še razložil kasneje. Različne tipe prediva uporabljajo v različnih delih mrež ali pa v različnih fazah svojih življenj. Jaz bom danes predvsem se osredotočil na to, kar je v zgornji sliki svetlo-sivo, se pravi to, kar je okvir kolesaste mreže in te radialne niti. To je ta vlečna nit, ki je najmočnejši biološki material. Drugo so pa adheziva, recimo to, kar je v zgornji sliki, ta temna spirala, to je prevlečeno z lepilom, tudi o tem bom govoril, pa je še vse sorte drugih svil, ki jih vključujejo v mreže ali pa ki jih uporabljajo za vrečke z jajci, recimo, in potem so tudi neke druge lastnosti, ki so ljudem interesantne. Take so recimo, naj bi bile določene svile antimikrobne, čeprav je še premalo raziskav, da bi lahko zelo dosti o tem rekli. Najbolj so tudi repelente za mravlje v svili. Svila za vrečke z jajci je do neke mere vodoodporna, oziroma ta cela vrečka je zelo hidrofobna, tako da to je mogoče ena zanimiva lastnost. Sicer pa se v obliki in zgradbi mrež pajki zelo razlikujejo. Tukaj sem dal na sliko nekaj primerov kolesastih mrež, ki so
zelo različne, od takih zelo klasičnih do zelo podaljšanih, pa drevesnih, pa nekatere, kot ta levo spodaj, sploh več ne izgledajo kot kolesasta mreža, pa to so. Ne? In mreže se lahko razlikujejo in v zgradbi, in v svili, ki jo pajki uporabljajo za te mreže, med skupinami, tudi znotraj vrste, glede na to, koliko so pajki stari, kako so nahranjeni, kakšne so okoljske razmere. Tako da, ko razmišljamo ljudje o odkritjih nekih svilnih produktov, ki so za nas interesantni, verjetno ne želimo na slepo brskati med temi desetinami tisoči vrstami, ki gradijo mreže, ampak si želimo vedeti nekaj o tem, kako se pa v evoluciji spreminjajo svilni produkti in pri katerih pajkih, pri katerih mrežah se kakšni produkti najdejo, ki bi lahko nam bili interesantni in tukaj pridemo biologi v igro z našimi raziskavami. Ok, pa si pogledamo nekaj o vlečni niti, se pravi o tem najboljšem materialu. Ponavadi govorimo, da je to najmočnejši material iz vidika natezne trdnosti, to je neka fizikalna metrika, ki je odraz kombinacije trdnosti in elastičnosti. Kot sem rekel, to je to, kar je tukaj na sliki svetlo-sivo, se pravi v kolesasti mreži so to niti, ki morajo ustaviti kinetično energijo plena, ki zadene mrežo. Ne? Zdaj pa, kaj pomenijo vsi ti grafi, sem pripravil par slajdov za lažjo razlago. Tukaj na tem grafu je na x-osi raztegovanje, ne? Se pravi, koliko dodatno raztegnemo neko nit, ne? Glede na svojo originalno dolžino. In na y-osi je sila, s katero delujemo do pretrganja nekega vlakna. Ne? In temu grafu rečemo nekak stress-strain graf, oziroma stress-strain krivulja, in tukaj sem v rdečem in vijoličnem izrisal neko hipotetično jekleno vlakno in hipotetično vlakno iz gume, ki sta zelo različna materijala. Si predstavljate, če bi probali potegniti eno jekleno vrv, morate za zelo veliko silo delovati, da jo pretrgate oziroma zlomite, razteza se pa skoraj ne, razteza se jeklo za pol promile recimo in se že zlomi, guma je pa zelo drugačna, gumo pa dolgo raztezate in je zelo mehka, na koncu malo zategne in poči in to je to. Ne? In zdaj že verjetno vidite, kam pes taco moli, pajčja svila je pa kombinacija obojega. Ne? Se pravi, sila, s katero morate delovati na vlakno, da pretrgate to nit, dosega podobne višave, kot je to pri jeklu, je pa treba to nit raztegniti običajno tam 20-30% originalne dolžine, da jo pretrgate, in ker morate to voditi raztegovati, morate dosti energije vložiti v to raztegovanje, in to je to, čemu pravimo natezna trdnost, in jo ponazarja površina pod to stress-strain krivuljo, in iz tega grafa potem vidite, po kateri metriki pravimo, da je svila najmočnejši material, se pravi po energiji, ki jo moramo vložiti v raztegovanje, da pretrgamo nek tak material. V literaturi se najde tudi še en drug človeški živalski produkt, ki včasih tudi prekaša pajčjo svilo po natezni trdnosti, in to so zobje strgače polžev latvic. Te srečate tudi pri nas na morju, se kar dobro prisesajo na kamne obali. Je pa ta razlika, da so ti zobci delno mineralizirani, se pravi, ti zobci niso izključno organski material, kot je pajčja svila, se pravi, pajčja svila je najboljši biološki organski material. Ok, zdaj pa sem že nakazal, da seveda nočemo slepo iskati pajčjih vrst, ki imajo neke zanimive svilne produkte, ampak nas zanima, s čem pa v evoluciji korelirajo zanimivi živalski produkti, s katerimi pajčjimi lastnostmi. Telesna velikost je ena taka lastnost.
Zdi se, da večje kot so pajčje vrste, manj imajo na voljo prediva, ki ga lahko uporabijo za gradnjo mrež. Se pravi, dvakrat večja pajčja vrsta ima recimo 1,8-krat toliko prediva na voljo. Še vedno morajo pa loviti plen, ki hitro leti, se pravi, morajo imeti učinkovito mrežo. In res je en tak splošen trend, da večje pajčje vrste imajo tudi bolj kvalitetno predivo. Se pravi, predivo, ki vlečno nit, ki zdrži več energije pred trganjem. Se pravi, to je en taki splošen trend. Če nas zanima svila, ki je zelo kvalitetna po natezni trdnosti, lahko spregledamo majhne pajke. En drug tak trend, ki ga opazimo, je en tak kompromis evolucijski v količini prediva in kvaliteti prediva. Se pravi, kaže, da je bolj kot je predivo kvalitetno, bolj je energetsko potratno za sintezo, za metabolno sintezo, in zato si pajki ne morejo privoščiti obojega, tako veliko količino prediva, kot zelo kvalitetno predivo. Potem imamo mrežo, kot recimo ti dve, ki sta dejansko v naravi podobnih velikosti. Ena je zelo gosta iz povprečno kvalitetnega prediva, druga je pa zelo redka iz izjemno kvalitetnega prediva. Se pravi, če nas zanima kvalitetna vlečna nit, potem gledamo velike pajke, ki delajo redke mreže. Najverjetneje so to tisti, ki imajo interesantno predivo. No in prav takšni so drevesni pajki, ki smo jih tudi omenili v moji predstavitvi. Nekaj slajdov bom zdaj namenil raziskavam teh drevesnih pajkov in tu se mogoče lahko pohvalim, da so to v veliki meri produkt slovenskega znanja, slovenskih raziskav. Sam sem bil pri večini udeležen, val teh raziskav je pa štartal kolega Matjaž Kuntner, ki sedi tam zadaj. In vse se je začelo z Darwinovim drevesnim pajkom, ki ga tukaj vidite na slikah, in njegovo mrežo na Madagaskarju. Te mreže pajki zgradijo v unikatnem habitatu, postavijo jih nad vodna telesa in jih tudi obesijo na dolge svilene niti. In te mreže so zelo velike in tudi narejene iz najbolj kvalitetnega biološkega materiala, iz najbolj kvalitetne svile, ki smo jo kadarkoli pomerili med pajki. In tudi mreže same so največje od vseh kolesastih mrež. Ti svileni mosti, na katerih jih razpnejo, kot vidite tukaj na desni sliki, lahko segajo tudi 25 metrov daleč čez manjša jezera in reke, in potem ta kolesasti lovilni del je nekje obešen na ta most in lahko meri do skoraj 2 metra premera. Se pravi, če si predstavljate enega našega križavca, ta pajek ni prav dosti večji od našega križavca, ki ima recimo takšne mreže, te so pa lahko do 2 metra, se pravi večje kot jaz. Kako pajki zgradijo te mreže, to smo se tudi mi spraševali, ko smo jih raziskovali. Ob robu enega vodnega telesa visijo na nitki in potem podobno kot tisti pajki, ki se s pomočjo svilenih jader zajadrajo tudi na stotine kilometrov daleč, podobno tudi ti spustijo eno svileno jadro, ki jo tudi sapica zagrabi. Zdaj pogosto se potem to svileno jadro pripne nekam na istem bregu, včasih pa tudi zanese daleč čez neko večje vodno telo in potem pajek malo proba, če se je dobro pripelo, in če se je, potem spet začes in parkrat ojača to povezavo in naredi ta svileni most, ki je potem osnova za to mrežo, ki je razpeta potem čez vodno telo. Če pogledamo velikost mreže v odvisnosti popravljeno na telesno velikost, vidimo tudi, da so ti drevesni pajki, ki so tukaj označeni z rdečimi pikicami,
tudi dejansko največji statistični outlieri, se pravi najbolj štrlijo ven iz povprečja glede na velikost mreže, glede na svojo telesno velikost. Se pravi, so očitno skupina, ki so v evoluciji prišli do nekih inovacij, ki jim omogočajo gradnjo teh ogromnih mrež iz najbolj kvalitetnega prediva. Seveda se je pa pri teh raziskavah zgodba komaj začela in že kar kakšno desetletje jih raziskujemo in pravimo dognati, zakaj pa je prav pri tej skupini v evoluciji prišlo do takšnih mrež. Med drugim smo ugotovili, da je tudi morfologija njihovih žlez nenavadna, se pravi svila ni v trdni obliki nitke, ko je v pajčnem telesu, v lumnu, v tisti žlezni vrečki, ampak je tam še v tekoči obliki in ko prije do potega ven skozi tista dolga izvodila teh žlez, takrat se formira nit. In ugotovili smo, da so žleze teh pajkov nenavadno dolge in z zavitimi duhti in mislimo, da je tudi to del odgovora, kako se ti proteini zlagajo, da potem prije do opaženih mehanskih lastnosti. Seveda ima pa tudi izražanje genov in proteinski produkti teh genov neko vlogo. Tako smo odkrili, da tudi inkorporirajo nek svilni protein, ki ga večina drugih pajkov nima, nekateri imajo neke podobne produkte, prav takšnega pa ne. Se pravi, tudi to je verjetno del zgodbe. Smo pa tudi v zadnjem desetletju zakorakali dobro v dobo genomike in to je relativno mlada veda. Še pred desetletjem smo si nekako predstavljali, da če ima pajek 7 svilnih produktov, pa 7 žlez, da je mogoče vpletenih tudi 7 genov, ki se izražajo ali ne. No, pa je ta članek iz 2017 bil prvi, ki je pokazal, da je slika dosti bolj kompleksna, da je svilnih genov desetine, da se jih več izraža pri produkciji vsakega od 7 tipov prediva, ampak da se to izražanje, da se moč izražanja regulira. Se pravi, je slika zelo dosti bolj kompleksna. In potem smo nekaj let kasneje tudi pridobili genom in okarakterizirali svilne gene pri Darwinovem drevesnem pajku, ki ima še več svilnih genov, tudi ene take, za katere mislimo, da imajo pomembno vlogo pri svili, ki prekaša vse ostale po natezni trdnosti. In seveda novi genomi, ki prihajajo ven, odpirajo vrata prilegalni genomiki, se pravi, lahko začenjamo nekako poskušati korelirati neke žlezne produkte, proteine z mehanskimi lastnostmi svile in dognati mogoče, kateri so tukaj pomembni. Mi medtem še naprej delamo na drevesnih pajkih, ker probamo na celi skupini okarakterizirati mehanske lastnosti njihove svile, aminokislinsko sestavo teh proteinov, tudi sekundarno, terciarno strukturo in kako se to vse zlaga v niti. In zaenkrat je slika kar kompleksna. Zdi se, da je cela skupina drevesnih pajkov v bistvu skupina, ki producira ogromne mreže iz super svile in prihodnji projekti upam, da bomo uspeli malo bolj razvozlati, zakaj je temu tako, ker so pa tudi v skupini vrste, ki pa imajo nekoliko bolj povprečno svilo. No, pa nas to privede do aplikacije vlečne niti. Zdaj, biomimetika, posnemanje narave, se pravi neka posredna uporaba. Več univerz v ZDA je že izboljševalo naprimer svoje matematične modele, s katerimi računajo, kako se sile znotraj človeških konstrukcij razporejajo
in pri izboljšavi teh modelov so si pomagali prav s pajčnimi mrežami, da so potem izboljšali modele, ki so jih uporabili pri gradnji zgradb, ki imajo neke nitim, vlaknom podobne dele, kot so recimo mostovi, kot je ta tukaj na tej sliki. Ena taka zelo straightforward uporaba pred leti je ena sintetična mreža, katere mikrostruktura je inspirirana s pajčje mreže. Ideja za tem je bila, da bi, kot zjutraj vidimo pajčjo mrežo, ki je polna neke vode, ki se je nabrala po meglicah, recimo, so ti raziskovalci dobili idejo, da bi, oziroma so jih te mreže navdihnile, da so poskušali izdelati sintetične mreže, ki bi recimo v okoljih, ki nimajo dosti tekoče vode, imajo pa meglo, dosti puščave je takšnih, čeprav je kontraintuitivno, se megla tudi v puščavah pojavlja in da bi na ta način lahko pridobivali neke znatne količine vode za lokalno prebivalstvo, recimo. Potem je pa tudi neposredna uporaba, se pravi, da mi dejansko uporabljamo svilo ali mrežo. Ena zanimiva lastnost vlečne niti je recimo superkontrakcija. To pomeni, da z fluktuacijo relativne vlažnosti v zraku se svilena nitka čisto malenkost krči in razteza, torej tam za okoli 2 do 3% svoje dolžine, in so delali kalkulacije, da bi to mogoče lahko kdaj uporabljali kot kakšno biomimetsko mišico, pa so bile kalkulacije, da bi za prst debela svilena nit lahko na enem gradbišču dvigala in spuščala 2 toni, recimo. Jaz sicer osebno mislim, da prav takšne uporabe ne bo pa mogoče kakšna nišna industrijska panoga lahko uporablja en kompozitni material, svila pomešana še z nečim in mogoče uporablja to superkontrakcijo za kakšen namen. Ena zanimiva uporaba zame osebno, ker sem tudi raziskovalno vpleten, je neposredna uporaba celotnih mrež kot biofiltrov zraka. V biologiji je en koncept okoljske biologije, kar pomeni, da okoljske DNK, kar pomeni, da iz okolja, iz nekih substratov, ki so lahko voda, prst, led ali pa zrak, pridobimo genetske ostanke organizmov, tudi če teh organizmov več ni tam. In dosti preprosto je prefiltrirati vodo ali pa presejati zemljo, raztopljeno v nek medij, zrak je pa malo težje izločiti in mreže nam tukaj dejansko lahko pomagajo, delujejo kot neki naravni filtri zračnih mas, in vse, kar potuje po zraku, bodi si perod rastlin, spore gliv, insekti, ki letijo okoli, tudi bakterije in virusi, se nanesejo na mreže in v zadnjih nekaj letih se je nabralo že kar nekaj člankov, ki kažejo, da mreže delujejo zelo dobro kot eni takšni naravni biofiltri in lahko detektiramo ali splošno biotsko pestrost nekega okolja ali pa tačno zasledujemo od velikih sesalcev do gljivnih patogenov, invazivnih insektov in tako naprej. Je pa še vse sorte druge potencialne aplikacije. Tu sem samo nekaj industrijskih panog izpisal. Svila bi lahko bila neposredno uporabna povsod, ker se uporabljajo materiali, ki so podobni najlonu, gumi. Po mojem mnenju sicer spet, kot sem rekel, ne toliko neposredno čisto svilo, ampak mogoče v prihodnosti kot neke kompozitne, hibridne materiale, ki bi jih lahko mogoče kombinirali ali z drugimi biološkimi materiali ali pa s kakšnimi sintetičnimi vlakni in bomo mogoče pridobili tkanine s točno določenimi lastnostmi. Ne bom pa bral vseh teh industrijskih panog, ker je to res praktično vse posod. Medicina je tudi področje, ki jo svila zelo zanima, predvsem zaradi pregovorne biokompatibilnosti, se pravi, naj ne bi
izvablja reakcije telesa. Ideja je spet dosti od naravnih šivov, na trgu je kar nekaj materialov, ki so ali razgradljivi ali ne za šive, in ideja je, da bi lahko bila tudi svila, materiali, s katere bi naredili razgradljive šive, sploh če so to neki notranji šivi pri operacijah, pa za zapiranje ran, da bi recimo na enem svilnem matriksu, spravi na matriksu enih svilnih proteinov, dostavili celične kulture do neke rane, kjer se to more zarast, in ti svilni proteini bi se počasi razgradili, medtem ko ta celična kultura zapira rano. In potem podobno regeneracija živčevja, obloga implantatov ali pa dostava nekih zdravil v svilnih kapsulah in podobno, pač idej je veliko, izzivov pa tudi. In seveda v industriji je vedno največji izziv, kako priti do neke točke, kjer je produkcija enega produkta hitra in poceni. Omenil sem, da je svila v pajčjih žlezah v tekoči obliki in pri tem ljudje nimamo takšne težave. Mogoče ste že kdaj zasledili v medijih zadnja leta, da smo pridobili v kozjem mleku recimo pajčjo svilo, to je res. Znamo tudi ustvariti transgene kvasovke bakterije, ki jih imamo v tekočih kulturah, in potem ti mikroorganizmi kot metabolite v svojo okolico, spravi to juho, mečejo svilne proteine. Pravi izziv je iz te tekoče juhe svilnih proteinov dobiti nitko, ki ima pa dejansko prave lastnosti, kot jih opažamo pri pajkih. Leta nazaj je to sicer prvim uspelo enim Fincem, ki so dejansko naredili nitke s pravimi, dobrimi pajčjimi lastnostmi. Je pa ta proces bil zelo počasen in dolgotrajen, in v teh juhah svilnih proteinov se tudi ti proteini sami po sebi oborijo do neke mere, se pravi, izgubljamo produkcijo. Je v tem postopku treba še kar nekaj izboljšav, da bo to zrelo za industrijo. Iz medicinskega vidika je pa tudi treba ogromno raziskav, recimo svilo brejka, ki jo uporabljamo rutinsko za oblačila, recimo, ali pa za prevleke kovtrov, poštvov in podobno. Svilo brejke vključuje eno aminokislino, ki sproži hipersenzitivnost pri nekaterih ljudeh, in ker se svile že znotraj vrste pajkov med seboj razlikujejo in tudi med vrstami, še ne moramo kar vedeti, da pa kakšen svilni produkt pajkov tudi ne povzroči hipersenzitivnosti ali alergije. Tudi te stvari se dostikrat izražajo z večmesečnim zamikom, se pravi, to bi bilo treba tudi še precej bolje raziskati, pa tudi hitrost razkrajanja v telesu in tako naprej. No, ena tudi intuitivna in zanimiva pot do bolj rutinske produkcije pajčje svile ali pa skoraj pajčje svile so pa tudi transgene svilokrajke, kar so tudi že dosegli, ker so sicer samo en gen pajka ustavili, ampak v bodoče bomo mogoče proizvajali transgene organizme, ki bojo proizvajali tudi neke pajčje proteine in jih bomo kombinirali z nekimi drugimi produkti. Ok, in še zadnje poglavje, malo krajše, adhezivi. Zdaj, če se spomnimo na pajčjo mrežo, to, kar je tukaj v modrem, o tem smo pravkar govorili, to je vlečna nit. Zdaj, to zadnje poglavje bo pa o tem, kar je v rdečem in zelenem, se pravi, ta spiralna rdeča nit je lovilna nit, ki je lepljiva, je prevlečena z vodenim lepilom. Čisto na koncu pa vidite nekaj zelenega, tam, kjer se pripenja mreža na podlago, so pa pritrditveni diski, ki jih pa tudi vsi pajki uporabljajo.
Zdaj, kot sem že povedal, vlečna nit se odziva preko superkontrakcije na spremembe zračne vlažnosti, tudi lepilo se odziva na okolje, še zdaleč, pa to niso edini materiali, ki se odzivajo na okolje, zato sem tudi na spremembe v okoljnih razmerah, zato sem tukaj par primerov zvrstil, recimo sete na prstih kuščarjev gekonov, spreminjajo svojo strukturo glede na vlažnost podlage in na ta način lahko gekoni zelo uspešno plezajo po suhih, po mokrih listih, po hidrofilnem ali hidrofobnem steklu in tako naprej. Zanimive so celulozne fibrile pšeničnih plev, ki se tudi z fluktuacijo vlažnosti krčijo in raztezajo, in to krčenje in raztezanje potruje temu, da se mehanično malo kopljajo v zemljo, recimo, pa potem so stoži nekaterih ameriških borov takšni, da se odprejo samo pri ekstremni vročini naravnih požarov. Zdaj je ta vročina nujna, da ta semena lahko skalijo, pa potem recimo spore bakterij bacillus, ki se glede na nivo in količino vode različno razporejajo v plasti. Lepilo pajkov je pa, kot sem rekel, vodeno, se pravi, je to prav ena plast lepila, s katero pajki prevlečajo te lovilne niti in potem se to lepilo tako pač razporedi v posamezne kapljice, ki jih pri velikih pajkih lahko tudi s prostim očesom vidite, če ste dovolj pozorni in dovolj blizu, in potem so te kapljice lepila so nekako primarne enote adhezivnosti pri teh lovilnih niti pajkov in ta lepila so tudi med najboljšimi bioadhezivi, zato so interesantna tudi za nas. Zgrajene so pa večinoma iz glikoproteinskega jedra, ki ga vidite tam na sliki desno spodaj, in okoli so organske in anorganske soli in mislimo, da ti glikoproteini so tisti, ki lepijo, soli so pa tiste, ki bolj ali manj raztapljajo glede na okoljske pogoje te glikoproteine za pravo viskoznost, pa bomo o viskoznosti še malo kasneje. No in kaj mislim z vodenim lepilom? Mislim to, da lepilo privlači atmosfersko vlago. Višja, ko je vlažnost zraka, več vode potegne na sebe in tukaj na sliki imate isto kapljico slikano pri 20 in 90% relativne vlažnosti. Lepilo se tudi obnaša kot viskoelastična trdna snov, to pomeni, da se lastnosti spreminjajo glede na to, kako hitro vlečemo to lepilo. Barva za pleskanje je recimo podobna, ko pleskate po steni, je zaradi tega potega, zaradi teh sil barva zelo tekoča, potem pa, ko se ta sila neha, pa postane hitro viskozna in ostane na steni. No in tako temperatura kot vlažnost vplivata na viskoznost lepila, se pravi, koliko tekoče ali viskozna je vsaka kapljica. In tukaj spet je ena kapljica, ki so raziskovalci raztegovali ob različni vlažnosti. Tudi temperatura ima isti efekt, se pravi, bolj kot je toplo in bolj kot je vlažno, bolj je lepilo tekoče. In od tega je samo še en korak, da se raziskovalci vprašamo, ali so pajki, ki živijo v različnih okoljih, za svojim lepilom prilagojeni tudi na tiste razmere. In odgovor je da. Se pravi, pajki, ki živijo v zelo vlažnih okoljih, imajo lepilo, ki optimalno lepi pri zelo visoki vlažnosti, in obratno pajki iz zelo suhih okolij uporabljajo lepilo, ki optimalno lepi pri zelo nizki vlažnosti. In kaže, da je pa glavna metrika viskoznost lepila, se pravi, s tem, kakšna je kemična sestava lepila, to verjetno uravnava to optimalno viskoznost, se pravi, pri kakšnih pogojih nastopi ta optimalna viskoznost. No in
Večina raziskav do zdaj je bila na posameznih kapljicah ali pa na nekih izoliranih delčkih niti. Za pajka je seveda pomembno, kako deluje cela nitka. To so še neobjavljene raziskave, pa niti ne bom šel preveč v podrobnosti, ampak spet se kaže, da ta optimalna viskoznost botuje k temu, da hkrati, ko en insekt prileti v mrežo, da hkrati se na njega prime čim več kapljic, ki niso preveč viskozne, se pravi, niso kot en kristaliziran med, da bi se takoj odlepile, in hkrati niso preveč tekoče, da bi kar zdrsnile z tega insekta. In tekom raziskav sem jaz nekako si z eno tako schemo to prikazal, ampak ni to predavanje, v katerem bi šli v podrobnosti tega, je pa to zelo en kompleksen sistem, ki pa nas tudi mogoče lahko v prihodnosti informira v nekih naših sintetičnih rešitvah človeških lepil, ki pa notorično imajo probleme z visokimi in suhimi vlagami, ne? Ali vlaga preprečuje, da lepijo, ali pa suša preprečuje, da sploh primejo, se pravi, kemična sestava lepil bi nam lahko dala neke uporabne odgovore. In čisto za konec še pritrditveni diski. Lepilo imajo samo pajki mrežarji, pritrditveni diske imajo pa vsi pajki. In to so adhezivi, s katerimi prilepijo nitko na podlago ali pa tudi nitko na drugo nitko, ne? In jih uporabljajo seveda v vse sorte namenov, od pripenjanja nitke, ko hodijo po okolju kot neke varnostne nitke, do seveda zatočišč, mrež, vrečk z jajci in vsega drugega, se pravi, čisto v vseh fazah življenja jih uporabljajo. In so precej slabo raziskani, v zadnjem desetletju je šlo nekaj člankov, ampak nekaj dosti, približno tako izgledajo. V sredini imate en schematski prikaz zgradbe tega pritrditvenega diska, okoli pa mikroskopske slike, nekatere so obarvane, da vidite te strukture, ampak gre za neko temeljno ploščo, ki se zalepi ob podlago in potem prek nekih teh mostiščnih niti v modrem tam na sredini se potem to prek ene ovojnice pripenja na vlečno nit. In raziskave so pokazale, da so ti pritrditveni diski precej drugačni od lepila, se pravi, če je lepilo prilagojeno za neke bolj specifične okoljske pogoje, kaže, da so ti pritrditveni diski, pa da je evolucija gnala rešitve v to sfer, da delajo čim bolj univerzalno, ne? To je graf iz članka, kjer so prvič sploh kvantificirali pred dobrim desetletjem mehanske lastnosti pritrditvenih diskov in so pokazali, da znotraj vrste deluje to tako na teflonu, ki je zelo hidrofoben, pa tudi na hidrofilnem steklu, pa na raznih listih rastlin. In to je konsistentno prek različnih vrst pajkov, se pravi, so pokazali to neko univerzalnost delovanja pritrditvenih diskov. Ta neka mikrostruktura je zelo slabo raziskana, tako da niti ne moramo zelo, ne vem kakšne podrobnosti, ampak sestavljeni so iz velikega števila zelo finih vlaken, katerih mehanskih lastnosti sploh še ne poznamo, in te nitke so prevlečene s cementu podobnim lepilom in potem to je vse nekaj hierarhično urejeno, kar mislijo, da botruje tej visoki adhezivnosti in univerzalnosti, ampak tu je še ena velika luknja v raziskavah. So pa tudi ugotovili v raziskavah, da ni tako pomembno, kako velik je ta disk, se pravi, ko pajki morajo to rutinsko zalepiti ob podlago in velikost tega diska ni tako pomembna. Najbolj pomembno je, da se ta vlečna nit, ki jo pritrdijo na podlago, pripenja na sredino diska in potem ni več važno, v katero smer to nit vlečemo, disk vedno dela, ne? Edina razlika je, če pajek zafrkne in je nitka na robu tega pritrditvenega diska,
potem je pa kot pri Hansaplastu se ta lepo odlepi. Ne. Drugače pa deluje približno kot en Hansaplast, če ga vi na sredini primete in poskušate potegniti ravno gor, vas bo zelo bolelo. Ne. No, še ena dodatna dimenzija so pa pajčje mreže, v katerih pajki upravljajo različne tipe pritrditvenih diskov. To je video črne vdove iz našega laboratorija izpred približno desetletja in ta skupina pajkov ima lovilne niti, ki so pridirjene na podlage z zelo šibkimi pritrditvenimi diski, takimi, da ko plen to lovilno nit zadene, je funkcija tega diska, da se hitro utrga in če je plen zelo lahek, ga celo dvigne od podlage, medtem ko ves ta preplet zgoraj, ker je zdaj pajek, tam so pa vključeni pritrditveni diski, ki pa ne smejo popustiti, ne, se pravi, očitno so že pajki prišli tudi do nekih rešitev, da so pritrditveni diski različno učinkoviti in potem so raziskovalci to res raziskali in ugotovili, da je že narava iznašla rešitve za specifično funkcijo, se pravi, že pajki uporabljajo pritrditvene diske, ki so zelo učinkoviti, ali pa glih toliko, da zalepijo tisto nitko, ampak ko prije ta kontakt s plenom, se pa utrgajo in so raziskovalci v tem članku že poskušali z nekimi matematičnimi modeli to obdelati in da bi potem to tudi nas ljudi lahko informiralo pri nekih sintetičnih rešitvah, pri sintetičnih adhezivih. Se pravi, če povzamem to, kar sem že rekel, se pravi, ta vodena lepila bi nam lahko dala informacije pri izboljšavi naših sintetičnih lepil s povezavo kemična zdravba in neko specifično delovanje, medtem ko pritrditveni diski bi pa lahko vodili do nekih bolj univerzalnih adhezivov in tudi to so že probali. Tukaj imate na levi je pajčni pritrditveni disk, na desni je pa sintetičen, ki je precej dobro lepo, čeprav so uporabili enega od treh modelov, ki trenutno vladajo matematičnih, da bi opisali te diske, so vzeli verjetno ta slabega, pa je že ta sintetični disk dobro delal, se pravi, bi z izboljšavo modelov lahko prišli verjetno zelo daleč pri takih sintetičnih diskih. Ne. In potem še zadnji slajd, čisto za konec, malo za šalo, ali pa zelo malo zares, pa večinoma za šalo. Tudi robota pajka so že izdelali s termoplastičnim adhezivom, ki je formiralo neko nitko, po kateri se je ta robotek spuščal in potem tudi zalepil na podlago in šel naprej. In s tem se vam zahvaljujem za pozornost in vas vabim, da nas posledite na internetu, tako inštitut, na katerem sem zaposlen, kot tudi EASY laboratorij, kot ga imenujemo, to je dvoinštitutski laboratorij, ki mu pripadam in smo tudi prisotni na socialnih medijih in če vas pajki zanimajo, lahko sledite našim raziskavam. Hvala.